Čau, Nina tukaj. Danes delamo nail makeover, to se pravi makeover, preobrazbo nohtov. Iz slabih nohtov do ful lepih nohtov. Najprej začnem s čiščenjem laka. Odstranjujem lak, tukaj je navaden lak, zato uporabljam odstranjevalec laka za nohte. Namočim vatico, pustim res nekaj časa, par sekundic zgor na nohtu, zato da se lak v celoti stopi. Zdaj, ko imamo tako nude barvo, se ne bo razpacalo po prstu, drugače pa bi se seveda, ne. Ponavadi imamo kakšne rdeče, črne, zelene, potem imamo to še po prstu, ne. Tako da res je zelo važno, da nekaj časa pustiš gor na nohtni plošči, da se lepo lak stopi in potem v celoti lepo obrišeš. Veliko manj dela ima zaradi tega. In naj še ovržem mit, in sicer, ko se sprašujemo, ali je aceton dehidriral noht, ne, ga ne. Ostali prekrivni izdelki imajo celo kontraučinek. Moramo tudi vedeti, da aceton telo proizvaja sam od sebe, tako da ni škodljiv. Seveda, vidimo nekatere tehnike, predvsem v tujini, ko v acetonu namakajo nohte po 20 minut, ja, to pa je res, tega pa ne bi priporočala. Sedaj pa poglejmo stanje nohtov. V kakšnem stanju so nohti? Kot nohtna stilistka moramo prepoznati vsa bolezenska stanja. Tukaj vidimo, kako je poškodovan palec, rebrast je. Tudi pri obnohtju vidimo, da dejansko nima proksimalne nohtne gube, nima pa obnohtja na nohtni plošči. Lunica je zelo velika, kar je posledično pomeni, da je zraven matriks zelo blizu. Kajti, bela lunica nam kaže, kje se nahaja matriks, dejansko je to že del matriksa, tako da jaz ne priporočam rezanja obnohtne kožice. Sploh pa ne priporočam ruske manikire. Če že ima stranka obnohtje, ki ga je potrebno sčistiti dol iz nohtne plošče, potem uporabim takšne tekočine, recimo v tem mojem primeru trenutno uporabljam od Afrodite, odstranjevalec obnohtne kožice. Tudi je zmagovalec med testiranju v Elite Masterclass tečaju, najcenejši, najdaljši rok uporabe ima in pa količina je velika. Vsi ostali so seveda bili tudi učinkoviti, vendar ni bila taka količina, to se pravi, ta je zmagovalec glede na količino in na ceno. Jaz namažem vseh 5 naenkrat, potem pa sterilnim potiskalcem potiskam nazaj samo toliko, da si sčistim nohtno ploščo. Definitivno priprava nohta je zelo pomembna, ker če mi ne pripravimo nohta pravilno, bo potem material odstopal. Nikakor se material ne sme dotikati obnohtne kožice, obnohtja, proksimalne nohtne gube. V nobenem primeru ne smemo se dotikati dejansko kože, kajti to lahko privede do alergij. Ko smo že pri alergijah, če preveč potiskamo nazaj, če preveč režemo obnohtno kožico, če delamo rusko manikiro, če delamo to pregloboko, odpremo vrata bakterijam in mikrobom in lahko pride do infekcij celo do kosti in konec koncev lahko stranka postane tudi alergična na produkte. Poznamo študijo Doga Šuna, ki je delal 3 leta in analiziral rusko manikiro in na koncu so ugotovili, da 93% je bilo potem poškodovanih nohtov, obnohtja in pojavile so se alergije. Torej zato jaz odsvetujem in rezanje in potiskanje nazaj. Ko smo nohtno kožico pripravile, očistile jo dol iz nohtne plošče, gremo sedaj na oblikovanje nohtov. Lahko seveda pilimo v obe smeri, naj vas to ne skrbi. Študije so pokazale, da dejansko lahko to delamo, ne bodo se nohti zaradi tega razcepili, to je eden izmed mitov. Oziroma, pač včasih ni bilo teh študij,
Sedaj pa so študije in so potrdile, da ne glede na grobost, ne glede s čim delamo in če delamo v obe smeri, se ne bodo potem nohti cepili naprej. Zato lahko pilimo v obe smeri. Kadar delam s šablonami, moramo nohte v celoti skrajšati. Glede na to, da pa jaz danes podaljšujem res samo za 2 mm nohte, jih ne bom skrajšala v nulo. Drugače pa, kadar si želimo imeti perfektno obliko nohtov, takrat pa definitivno spilimo v nulo, to se pravi konico nohta, to belo, kar vidimo, zato da dobimo na koncu potem lep noht. Sedaj pripravimo še nohtno ploščo, jo zmateramo. Uporabljamo nežno stran pilice, jaz uporabljam vedno ravne pilice, zaradi že stroškovnega vidika, kajti pilice imamo samo za enkratno uporabo, drage moje. Nikakor jih mi ne smemo zadrževati potem v kuvertah, jih dajati stranki in jim reči, da jih prinesejo nazaj. Po naši zakonodaji so za enkratno uporabo. Uporabljam pilico 180 na eni strani in na drugi strani 100. Tako da zdaj pilim s tapino stranjo, to se pravi 180. Držim jo vedno stran od obnohtja, od proksimalne nohtne gube, zato da je ne bi popilila. Nikakor stranka ne sme krvaveti pri nas. To ni znak, da ima ona občutljivo kožico, ne? To ni znak, to je samo znak, da mi ne znamo delati in da je ne čuvamo. Stranka nikakor ne sme iti od nas poškodovana. To ne bo vaš cilj pri vašem delu. Tukaj je zelo pomembno, da tega ne pripilimo. Kot vidimo, je rebrast noht, kar pomeni, da je na delih nohta dejansko stanjša noht. Kar pomeni, da tiste zadebeljene hribčke, recimo, če lahko temu rečemo, vrhove nohta, ne smemo to popiliti, da zravnamo s spodnjim delom, ne, to se pravi z globino nohta, z dolincami, če tako lahko rečem, ne. In to je zelo pomemben. Zakaj pride do tega? Veliko stvari vam piše tudi v knjigi Nohtnik, priročniku za nohtne stilistke. To je prišlo v tem našem primeru zato, ker je stranka bila opečena in je zdaj to trajna poškodba. Lahko pa pride tudi zaradi tega, ker si določene stranke to potiskajo nazaj, to se pravi zaradi nekih travm na nohtih ali pa tudi zaradi starosti. Sedaj poteka priprava nohta in sicer to je seveda odvisno od nohtnega sistema, ki ga uporabljamo. Jaz uporabljam trenutno primer od Kostke, primer Bondar, to različne blagovne znamke različno imenujejo. Paziti moramo seveda, da se ne dotikamo kožice, sploh če je kislinski primer, nikakor se ne smemo dotakniti kožice. Na splošno se pa, kot sem že prej rekla, izogibamo kakršnemu stiku s kožo. Primer Bondar, zakaj ga uporabljamo? Zato, da se gel oprime nohta. Sedaj pa sledi nanos šablon in sicer pri nanosu šablon moraš res biti zelo previdna, kajti šablone mora biti enakomerno, simetrično zalepljene. Če je potrebno in kar je velikokrat potrebno, jo moraš tudi obrezati. V knjigi Nohtnik, priročniku Nohtnik je opisano natančno 7 korakov, temu se reče kontrolni seznam, kjer je neka checklista, da preveriš, ali si ti vse korake upoštevala. Zakaj uporabljamo šablone? Šablone delamo lahko različne oblike, specialne oblike in seveda, kadar ima stranka pogrižene nohte. Takrat nikakor ne moremo uporabljati umetnih konic. Pogledamo, če je šablona simetrična, pogledamo, če je šablona pod nohtom, iz vseh strani, ne sme iti navzdol in nadaljujemo z gelom. Trenutno uporabljam od Kostke All-in-One gel, kar pomeni, da je gel, ki je za vse faze. To pomeni večfazni gel, lahko bi rekli mu tudi monofazni gel, s katerim potem lahko naredim najprej base in nato še strukturo nohta, to se pravi delamo stresno točko.
V našem primeru bom uporabila v prvi plasti zelo malo gela. Ta gel je samo izravnalen, kar je super. Seveda pri nanosu gela moramo paziti, da se ne dotaknemo seveda ob nohtja. Tukaj bomo nohte sem podaljšala dejansko samo za par milimetrov. Naredim dolžino enako na vseh nohtih. To si lahko zmeriš tudi s šestilom, če ne vidiš tega s prostim očesom. In zdaj smo že prišli do druge faze in sicer kje postavljamo stresno točko. To se pravi, zgradimo dejansko noht. V tej fazi bi lahko uporabili tudi recimo kamuflažni make-up gel. Jaz uporabljam, kot sem že prej rekla, od Koske all-in-one gel. Uporabljam tudi takšen flat čopič, ki je primeren za gel. Seveda ločujemo čopiče glede na material, s katerim podaljšujemo. To se pravi, imaš čopič za gel, imaš za akril, imaš za poligel in tako naprej. In zdaj postavljam stresno točko. Postavljanje stresne točke je zelo pomembno pri podaljševanju nohtov. To definitivno moraš točno vedeti, kje. Vedno se mora sistematično držati na vseh nohtih, to se pravi, kjer se dejansko odločiš, ampak niti ni, da se odločiš, kje bo postavljena, moraš potem postaviti stresno točko na enakem mestu. Da jo lažje pozicioniramo, lahko uporabimo tehniko križanja in sicer čez noht vertikalno narišemo navidezno črto ter nato še horizontalno in tam, kjer se črti stikata, tam je stresna točka. Če bi noht razdelili na 3 dele, je vedno stresna točka na prvi tretjini do prehoda druge tretjine. Nikakor stresna točka ne sme segati čez zadnjo tretjino, to se pravi, kar je že čez polovico nohta. Juhu, in smo že pri piljenju, kar pomeni, da smo že skoraj na koncu. Piljenje poteka v večjih korakih. Vedno moraš delati ene in iste stvari, če želiš dobiti potem na koncu simetrične in enake nohte. Torej, najprej gremo piliti dolžino, potem delamo obliko. Danes delamo ožji kvadrat, lahko bi rekli tudi balerina. Od točke rasti navznoter obračamo pilico. Nato bomo stene nohta popilile okrog obnohtja, potem proti nam obrnemo pilico, zato da stanjšamo konico nohta. Konica nohta naj bi bila v debelini bančne kartice. Kadar greš na tekmovanje, to seveda merijo. Ful moraš paziti, da stranic nohta ne bi pripilila. In seveda pazimo, da obnohtne kožice obnohtja ne bi poškodovale. Torej, vedno pilico obračamo stran od njene kože. Iste korake ponovimo na vseh nohtih. In sedaj sledi moj najljubši del, barvanje in poslikava nohtov. Če se da, jaz dajem ponavadi kar s permanentnim lakom neko osnovo ali pa že samo barvo. Permanentni lak mi uporabljamo šelak, lahko pa tudi Colorit, Emi. V naslednjih video tutorialih bom testirala tudi indigo, tako da imamo več različnih barv za zaključevanje na gelirane nohte. To je zdaj osnova. Ponavadi polakiram vseh 5 naenkrat, dam v lučko in potem rišem. Danes sem se odločila, da bom risala z permanentnimi laki in sicer modar je od šelaka lak, tako da tole rišem s šelakom. Vedno priporočam, tako bom rekla, takšen tanjši čopič, s katerim lahko narediš lepše linije, tanjše linije.
sproti lahko daješ že kar v lučko, zato da vmes slučajno ne bi poškodovala ta nail art, ki si ga naredila. In hkrati potem delam drugo roko, to se pravi vmes, ko je ta roka v lučki, delam drugo roko. Zelo pomembno je, da pri nanosu barve, pri plastikavi, uporabljaš zelo malo barve, dejansko, da je samo na konici čopiča barva. Ponavadi, če ni dovolj pigmentirana barva, grem kar 2-krat čez. To se pravi v lučko in potem še enkrat čez. Evo, še top in smo. Na koncu fotografija, ki nikakor ne sme biti na sami brisački ali pa slučajno na sesalcu. Neon, barva je bila od indiga. Tukaj nisem bila čisto zadovoljna, ker pigment se ni dobro razporedil, tako da sem šla 3-krat čez. Potem sem pa še malo s črkami to popravila. Poglej si še naslednjem videu.